Glede na našo situacijo, ki ni rožnata, smo se za zaključek sezone odločili, da bomo naredili spremembo na trenerskem mestu. Poleg trenerja smo naredili menjavo še v ožjem trenerskem štabu, mogoče bo o tem več Tonči povedal. Razlogi za odločitev so relativno jasni. Zelo pomembno nam je, da letos poskušamo na vsak način ostati v ligi. Mislim, da smo tega sposobni. Časa ni več veliko, trenutno smo na zadnjem mestu, ki ne prinaša teh dodatnih kvalifikacij, ki si jih želimo, in verjamemo, da bo ta sprememba prinesla pozitivno reakcijo tako ekipe kot vseh ostalih v klubu in da bomo uspeli zborbati ta zaključek prvenstva, priti do dodatnih kvalifikacij in potem tudi ohraniti prvoligaški status, kar je cilj že, odkar smo nekako prišli v to nezavidljivo rezultatsko situacijo. Želeli smo priložnost ponuditi slovenski stroki, to je nekako pri nas že tradicionalno, razen redkih izjem se vedno odločimo za slovenske trenerje. Tonči je že dokazal s svojim delom v preteklosti, da je odličen trener in da je sposoben ekipe v težkih situacijah, v katerih smo se mi znašli, stabilizirati. To je eden izmed glavnih razlogov, obenem je bil zelo uspešen kot selektor v mlajših reprezentancah, veliko naših fantov pozna, ve, kako se je s tem treba spopadati, ve, kaj so izzivi, tudi bom rekel, moderne mladine v današnjem času. Vsekakor je malo drugače funkcionirati v Domžalah z ekipo 11 mladih slovenskih fantov ali pa v nekem klubu, kjer imaš na voljo druge stvari. Jaz sem prepričan, da je Tonči vsega tega sposoben, zato smo se tudi za to odločili in zelo smo veseli, da smo našli dobro rešitev v zelo, zelo zahtevni situaciji, da gremo z polno mero optimizma v zaključek sezone. Ja, mislim, najprej sem zadovoljen, da sem dobil priložnost delati v velikem klubu v Sloveniji, Domžale, ki si po mojem mnenju zaslužijo status prvoligaša. Klub, ki ima veliko, bom rekel, bogato tradicijo, ki je osvajal naslove in ki ima odlično nogometno šolo, mislim, mogoče najmlajšo ekipo ali pa najmlajšo ekipo v ligi. Mnogo fantov poznam, tako da verjamem v to, da smo sposobni se uvrstiti na 9. mesto ali pa ga zboriti. Verjamem predvsem zaradi tega, ker mislim, da dokler sam odločaš o svoji usodi, si vedno lahko optimističen in gledaš samo sebe. Večji problem je potem, ko si odvisen samo še od ostalih. Tako da čakajo nas 4 težke tekme, gremo tekmo po tekmo, imamo dolg teden pred sabo. Ekipo poznam, že, bom rekel, mnogo fanti sem deloval že v mlajših selekcijah, tako da si želim in prišel sem z namenom, da si izborimo to 9. mesto, dali bomo vse od sebe, tako da imamo zdaj mesec dni težkega dela pred sabo in moramo biti pozitivni in verjeti v uspeh.